vam voščim en lep dober večer, ponovno sredi domovine na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Danes sem jaz še posebej vesela, ker se na nek način s tem današnjim pogovorom tudi pridružujemo Koroškim kulturnim dnevom v Ljubljani in glede na ugled in moč in bogastvo tega dolgoletnega dogodka mi je prav čast, da gostimo danes na uradu ustvarjalko, ki bo zaznamovala letos tudi dneve in je tudi sicer ena taka hodeča eksplozija ustvarjalne energije in to je Lara Marija Vovk, dobrodošla. Hvala lepa, hvala vsem za obisk. Kako si, kaj? Dobro sem. Ti je všeč ta letni čas? Eden lepših, ja, ta pa jesen, ko se pomlad prebuja, pa pol jesen, ko se te barve zgodijo. Se pravi, prehajanja so tako. Ja. No, to ti je bilo položeno že v zibelko. Zgleda, da res. Stara si toliko kot država, kar zveni staro, če ne bi bila ta država ravno Slovenija. Kako se spominjaš svojega koroškega otroštva? Ma krasno, jaz sem odraščala najprej 3 leta v Dobri vasi, potem smo se preselili v Rinkole, to je ena zelo majhna vas. Mislim, da imamo mogoče zdaj že 30 hiš, mislim, številka hiš na 30, če smo že tam. In je bilo lepo, pač vsi otroci na vasi smo se družili, dedek je imel kmetijo, je še vedno ta kmetija, tam smo se igrali, bili smo po gozdovih. Bili smo zelo brezskrbni in divji lahko v naravi in to je bilo krasno. Kakšno vlogo je igrala v tem otroštvu slovenščina? Si zrasla kot Slovenka, si zrasla v slovenskem jeziku in kdaj si pravzaprav to dvojnost oziroma to, kdaj si doživela to soočenje z nemškim jezikom in z nemškim okoljem? Sem odraščala slovensko, cela žlahta, vsi smo se pogovarjali v slovenščini. V Dobrli vasi smo pa imeli sosede, tam sta bila 2 fanta, približno tudi v moji starosti, ona 2 pa nista znala slovensko. In jaz se tega sploh ne spomnim, moram priznati. Imam en spomin na to njihovo kuhinjo, ko smo jedli neke kosmiče, ampak jaz sem se v 2 tednih potem naučila to nemščino in smo se nekako sporazumevali čisto normalno. Drugače pa je bila okolica v bistvu slovenska do zelo dolg. Tudi osnovna šola, ko sem hodila v sosednji vasi v Vogrčah, smo v glavnem se pač družili v slovenščini, čeprav tam je pol že nemščina igrala tudi neko vlogo, kakšne prijateljice v razredu, ki niso znale slovenske, da smo pol pač nemško govorili tudi v širšem krogu, da je bila vključena. Ampak ja, slovenščina. Verjetno otrok sprejema to kot nekaj normalnega, ne? Ja. Ne kot nekaj nenavadnega ali posebnega. Ko si, že recimo, ko si prišla na Dunaj na študij ali pa ko si prišla v Ljubljano, ti je to srečanje mogoče z ljudmi, ki so enojezični in ki izkušnje dvojezičnosti nimajo, dalo nek drug pogled na to tvojo recimo dediščino ali pa popotnico, ki si jo odnesla v življenje? Jaz v bistvu se spomnim trenutka, ko sem se v sicer negativni luči bila prvič soočena, to je bilo še pred odhodom na Dunaj. Mi smo se z vlakom vozili v gimnazijo v Slovensko, v Celovec vsak dan in mislim, da sem bila takrat prvi ali pa drugi letnik gimnazije, ko nas je pač en starejši gospod v vlaku nadrl, da moramo pač govoriti nemško. Da če slovensko govorimo, se moramo preseliti nazaj čez Ljubelj in mi smo pač bili v tistem trenutku šokirani, ampak se nam je zdelo tudi smešno. Mislim, da smo bili še toliko mladi, da nismo prav razumeli tako globoko te problematike in pač se nam je zdelo čudno, ampak takrat sem dojela, da to ni samoumevno, da odraščaš dvojezično in sem tako iz neke zunanje perspektive mogoče prvič pogledala na to, kako je to biti dvojezičen oziroma manjšina v bistvu. Pa je tudi nenavadno, ne, da je ta, bi rekla, ta srd, ta sumničavost, da so to čustva, ki vztrajajo tako dolgo, no, in ki jih zgodovina nikakor noče odpihniti. Ja, jaz tega pač ne razumem. Ne vem, jaz se zdaj tudi med tem že, če bi me kdo v negativnem smislu konfrontiral zdaj s tem, jaz sploh ne bi mogla biti jezna, se mi zdi več, zato ker se mi pač sam zdi
žalostno. Rečeš tako, a res? A res, ja, prav to, ja. Se ti zdi, da si malo trijezična, ker govoriš knjižno nemščino seveda, ne, dobro, verjetno govoriš tudi angleščino, to niti danes se ne omenja več, knjižno slovenščino in obvladaš tudi svoje domače narečje, ne, smo slišali, zelo dobro tudi. Ja, opazim, da tudi takoj, ko pridem nazaj v Ljubljano, rečem tako, pa take besede, ki pač često doma rečem, oče se mi sam smeji. A se ti smejijo? Mislim, so ti rekli, da so se po Malo Ljubljančani. me hecajo, zdaj so že navajeni, ampak je v bistvu nek nov jezik še. Smo poudarili to, da sodeluješ letos tudi na Koroških kulturnih dnevih, pa tudi ne prvič, ne, se mi zdi, da si tudi že kdaj. Mislim, da pa je prvič. Ja. In sicer z izvedbo... lani. Eno oblomek iz mesta. Točno. Ja, v mestni hiši. Tako. Jaz sem tako vesela, da so Strgarjevi z nami, ker ne rabimo niti enciklopedije. Ja, Tudi jaz. Pa tudi sicer smo veseli, da ste z nami. Za monokomedijo Pokržnikov se reče, Pokržnikov, Luka. Ki je v bistvu v narečju, kaj je to pomenilo zate? A si imela kaj treme, sploh doma, ko si nastopila pred naravnimi govorci? Ja, grozno. Ne, taka dobra trema, ampak je pa res, da je ta domača publika najbolj sprejema, ampak jaz sem bila res živčna, zato ker pač oni najboljše to poznajo, tam nič ne morem skriti. Oni poznajo in vsebino, in to narečje, in Mesnarja so večinoma poznali. Tako da, ja, to je bila... A je šlo, ne? Ja, nisi bila deležna, super. te niso kaj kregali, no? Ne. Sem zelo dobro opravila, očitno, tako da... Zadliko. Ja. Zenko, a to je v Avstriji obratno, ne? To je, ja. Zenko. To je najboljše, ja. No, ampak smo se prej pogovarjali, si rekla, da si tudi odkrila besede v tvojem domačem narečju, ki mogoče so izgubljene, ali pa so bile vse tebi izgubljene skozi to Mesnarjevo besedilo, ne? Ja, to so neke besede, ki sem naletela na njih ob branju in sem klicala ali strica in če stric ni vedel, ker stric tudi še pozna, tak je res starejše, ali pa potem detka za kakšne besede, da bi se zdaj spomnila. A se spomniš kakšne? Ja, jih razmišljam. Se boš pa mogoče... Guspintel, to je kravata. Guspintel, te sem se zdaj spomnila, tudi možno, da je iz nemščine to nekako, ali pa ne, ali pa je od gospoda. Od gospoda, ja. Gospod nosi guspintel, ne vem. Ampak je lepa. Ja. No, če narediva en korak nazaj, zdaj gledališče in film in uprizoritvene umetnosti so tvoja druga ljubezen, tvoja prva ljubezen je bila moda oziroma modno oblikovanje. Oboje to druži tako zanimanje za človeka in za telo in za njegovo pojavnost. To je pa zanimiva povezava, ja, to nisem pomislila nikoli. Ja. Pa modno oblikovanje je v bistvu čist iz tega prišlo, ko sem bila še v šoli, pa sem si kdaj hotela kaj kupiti, pa sem imela točno predstavo, kak plašč bi jaz zdaj imela in pol tega ne najdeš. Pol me mama naučila šivati in pol nekako iz tega je pol to modno oblikovanje se zgodilo. Pa spomnim se, ko smo hodili z očetom, smo veliko kino hodili in so bile take revije, kjer so pol kaj na red carpetu, na tej rdeči preprogi v Hollywoodu nosijo in pač to je mene navdušilo tudi takrat. Barbike, ne? Tudi barbike sem imela. Ja, si oblačila barbike. Ja. Ampak to je zanimivo, da si šla iz šivanja, ne? To je verjetno tudi za oblikovalca, da nekako obvlada materialnost izdelave predmetov, ki jih oblikuje, je ena pomembna stvar. Da imaš tudi v rokah, ne samo na papirju oziroma v glavi, ne? Jaz sem v bistvu hotela na eno drugo akademijo, na Angewandte, in sem 2-krat poskusila te sprejemce in nisem bila sprejeta in sem zelo težko sprejela takrat. In sem šla pol na eno drugo, v bistvu je college 2 leti trajal in je bil pa močen fokus na recimo pač prav šivilstvo, ne, da smo pač na milimeter natančno morali sešiti sako, rekelc
In sem zdaj za nazaj, ko gledam, zelo vesela, da sem bila tam, ker obvladam, ker na tistem drugem faksu to je pa bolj umetniško, nek bolj umetniški pristop in pač mogoče niso tako vešči prav to ročno delo izdelava. Ampak že, ko si bila na faksu, si mislila, da je tako hvala mama, da sem prišla s predznanjem na to. Ja, to si skozi mislila. Je dobro, se pravi, po teh 2 letih ti v bistvu študija ni bilo dovolj, ne? Po teh 2 dunajskih letih. Ja. Ampak vseeno imela si priložnosti pridružiti klubu koroških študentov na Dunaju. Kako je to bilo? Mislim, ni treba teh podrobnosti, za katere ste si prisegli, da jih boste zadržali zase, ne bomo vlekli. Je to še vedno neka taka živa skupnost, močna? Ja, še vedno. Kakšni so tvoji spomini na to? Fenomenalni. V resnici, če sem iskrena, sem tam preživela več časa, pa za klub več časa kot za faks. In to je bilo krasno, takrat je bila z mano tudi Mira Štadler. V teh letih ustanovili smo gledališko skupino, tako da smo še to ustvarjali, pa enostavno pač že samo druženje, ful enih dogodkov, proteste smo organizirali, te transparente smo sprejem, pa pisali gor, pa... Kaj je bilo takrat aktualno? Mislim, v protestnem smislu. Takrat je bilo aktualno, das neue Volksgruppengesetz, nova, zdaj pa ste me dobili, ne? Nova, zakon o narodnosti. Aha, nova zakonodaja o narodnosti. Ja. Aha, to je bilo 2011, 12? 12. Aha, 11, ja. Ja, imamo še Natalije, tudi druga ekspertinja v publiki. Dobro. Ja. To je v bistvu, se mi zdi, da so koroški študenti na Dunaju še vedno ne taka močna napredna sila. Še greš kaj, si v stiku s sedanjimi? Ja, greš na ples vsaj ali pa... Bila sem na plesu, super, neverjetno, kako so to na noge postavili s Pokržnikovim Lukanom, kak mi doma pravimo. Lukanom bi se skladilo. Lukanom, ja. Ja. Sem bila v klubu in je bilo polno, ni bilo nobenega sprostega stola, več zelo sem bila ganjena. Rada grem, sestrične moje so zdaj tudi tam aktivne. Tako da, ja. Pa se mi zdi, da kar nekaj nekdanjih članov tako ohranja vezi, ne? Da je to en tak klub, kjer so generacije prisotne, tudi tistih nekdanjih študentk in študentov. Se mi zdi, ja. Se ti zdi Dunaj zdaj kaj drugačen od tvojih študijskih let? No, minilo jih je, 10? Mislim, jaz ga drugače dojemam. Jaz grem v resnici redko na Dunaj. Bila sem zdaj po 2 letih dlje časa, da sem bila 10 dni tam. In ja, mislim, jaz takrat, ko sem bila tam, sem bila na faksu, bila sem v klubu, nekako sem si naredila en tak manjši krog, kot svoj mehurček. Ja, zdaj ga gledam bolj, ne kot turistka, še vedno ga toliko poznam, ampak malo bolj tako, z nekim zunanjim pogledom. Všeč mi je Dunaj, mislim, da se ful dogaja, da se razvija v neko dobro smer mesto. Ampak ni mi pa domač več, to pa je res. V Ljubljani si se podomačila? Pa kar ja. Tukaj sem pa zdaj že od leta 2012, druga polovica. Takrat sem 2012 sem začela na AGRFT-ju. Sem kar domača, drugače ne bi bila več tukaj. Kaj te je pripeljala na akademijo? V resnici 2 stvari. Eno velikrat povem, eno pa manjkrat povem. Ekskluzivno. Zanimivo mi je bilo, da je to akademija, ki v bistvu združuje gledališče in film. Sicer je igra bolj dramska igra, ampak vseeno smo imeli priložnost že na akademiji igrati v kratkih filmih. Imeli smo delavnice, kjer smo spoznavali v bistvu vse sektorje na filmu. Smo bili za en dan tajnica režije ali pa scenografija ali pa maska in tako naprej. To mi je bilo zelo zanimivo. Po drugi strani si pa nisem si čist upala tudi na Dunaju, ker sem slišala, koliko je tam prijav, da pridejo iz Nemčije, da je to ne vem koliko 100 tam se jih prijavlja. In nisem bila tako samozavestna takrat, da bi si rekla, jaz bom zdaj kar šla. Bolečino sprejemnih izpitov. Ja, verjetno je to, ja. Travmo. Ja. In torej potem Ljubljana. In tu je šlo. In tu je šlo, ja.
In vesela sem, da se je tako, prav je, da se je tako odvilo, ker film mi je postal potem zelo ljuba stvar tudi izven igre, tako da tega po moje drugače ne bi tako močno spoznala. Meni se zdi, glede na tvojo biografijo, da si kar radovedna. No? Ja, to pa si, ne? Ja. Ker si se dejansko lotila zelo, zelo veliko najrazličnejših stvari. Relativno uspešno, ampak si res posegla po najširšem možnem spektru ustvarjanja. To delaš na lašč? Ali je tako spontano se ti življenje to ponudi? Ja, v bistvu ja. Spoznam ljudi, ki me navdahnejo, pa ki mi nudijo neko priložnost za neko delo, za neko novo izobraževanje. Marina Gumzi, na primer, ki ima produkcijo filmsko Nosorogi, me je vzela k sebi, jaz nisem imela nobenih izkušenj, jaz sem bila njena asistentka za produkcijo Noro, potem sem lahko pri drugih projektih sodelovala posledično. Res, ja, ker tako se mi zgodi, pa tudi zanimajo me vse te stvari. Mogoče tudi, ko smo prej govorili o klubu na Dunaju, v bistvu smo tudi tam se naučili pač zelo široko delati. Smo tudi produkcijsko delo v bistvu upravljali, razpise prijavljali in tako naprej, delali finančne obračune, sestavljali program letni. Mogoče se je tam to že začelo, ja. Ja, pa tudi to je ta sestavljena identiteta, ne? Veš, boš težko odgovorila zdaj na vprašanje, a si predvsem igralka, si predvsem režiserka, si predvsem producentka, scenaristka, ker mi ponavadi, ko imamo te večere, pol napišemo eno tako vabilo in rečemo, z nami bo filozof, ne, ta pa ta, glasbenik ta pa ta, ne. Zdaj pri tebi je to kar dolg vod, preden smo našteli vsaj glavna področja, na katerih zelo uspešno delaš. Kaj se najbolj počutiš? Res ne morem, mislim, pa mogoče še vedno igralka, ali pa, ne vem, ker zdaj recimo v zadnjih časih je bilo veliko enega produkcijskega dela ali pa kakšne režija, kakšnih dogodkov, proslav ali pa kaj takega. In mi je tudi to zelo sem domača tudi v tem. V bistvu mi je lih to pomembno, se mi zdi, včasih mi deluje ena polovica možgana, pa ta druga, da lahko se to včasih preklopi. Igra se mi zdi je bolj nekaj emocionalnega, senzibilnega zame, zelo veliko nekega notranjega. To je desna hemisfera. Kjer je racionalna, desna ali leva? Ne ve kdo. Se mi zdi, da desna je ustvarjalna, ne? Leva je racionalna. Ja. Potem pa, če je pa kako bolj organizacijsko delo, pa lahko to malo počiva. Nazadnje si režirala Koroško poje, v nedeljo v Celovcu, kako je bilo to? To je kar logistični podvig, ne? Ja. Najbrž, ne? To je bil zame nov izziv. Nikoli še nisem delala nečesa, kjer bi bilo toliko ljudi udeleženih. Imeli smo v bistvu skoraj 170 do 200 nastopajočih, zdaj točnega števila ne vem, ker v veliko zborih se tudi ponavljajo. Eni so zelo angažirani, pojejo v več zborih. Ampak ja, to število udeleženk in udeležencev, potem pa tudi pač sama lokacija, ki zelo veliko ponuja in pač ta privilegij, da lahko režiraš in potek dogajanja, ampak tudi vizualno plat. Kar mi je super, ampak je bil velik izziv, ampak sem pa zelo zadovoljna s tem, kako smo stvar speljali. Bila je sanjska ekipa, tesno sem sodelovala s Kristino Kragl, ki je zdaj na KKZ-ju. Zelo profesionalno in simpatično in tako je to potekalo. Zelo lep dogodek, mislim, da tudi publika je bila izjemno zadovoljna. Zaradi topline in simpatičnosti. Pa je bilo res mladostno, ne? So obljubili mladostno energijo, ampak mislim, da ta obljuba je bila res izpolnjena. No? Tako, pa zelo simpatično vodenje in vse je bilo tako, kot mora biti. Je pa res verjetno pri takih dogodkih že za odrje obvladovati precej. Ja, to je fenomenalno. Ko je tonski mojster, ki pač sedi v dvorani, rekel, kako je to noro, ne? Ko veš, koliko dela je za tem in koliko se dogaja v bistvu v tem trenutku v zaodrju,
na odru pa zgleda pač čisto navadno. Eni pridejo, eni grejo, vmes se zamenja lučna podoba ali pa par mikrofonov se prestavi. Od zadaj, pa koliko je še 1 minuta, da je ti tja, revno. Včasih je tako, da režiser najboljši opravi svoje delo takrat, ko nihče ne opazi, da je karkoli naredil. Ne? Pravzaprav ne. Režija je eno tako nevidno delo, no? Velikokrat. Film, mislim, pri marsikateri produkciji si sodelovala, tudi pri zelo znanih, uspešnih naslovih in serialkah in celo večercih. Kaj ti je najbolj ostalo v spominu tvoje filmske igre? Pa se mi zdi vedno ta prejšnji projekt, pač, ker je najbolj svež. Ker jaz v bistvu, za kar sem zelo hvaležna in vesela, nimam slabe izkušnje in je dejansko vsak projekt znova super. Nazadnje sem pa snemala z Darkom Štantetom, Izgubljeni sin je naslov filma v produkciji Stare Gare. In sem prvič igrala lahko tako veliko vlogo v filmu in smo imeli res dolg čas skupnih vaj in priprav, kar je bilo fenomenalno, ker šli smo za 4 dni v Polzeli, produkcija nam je najela neke krasne hiške, bungalove, tam smo cele dneve delali na scenariju, se spoznali s soigralci, bila nas je kar velika ekipa, tam enih 7-8 glavnih likov in ja, to je bilo intenzivno, zelo. Ja, to mislim, sploh ko se ekipa spravi na kup, je v bistvu filmska produkcija lahko tudi res zelo lepa osebna izkušnja, ne? Ja. Ti je lepše tako, ko je vse urejeno, ko so producenti tako, ali tudi če so kakšni taki malo bolj gverilski projekti, pri katerih, ja? Ja, gverilski so super, to je pa en čist drug svet, to je pa, sem imela pa 2 taki lepi gverilski izkušnji, ena je zdaj, ima eno zelo lepo postprodukcijsko pot, naslov je Nadure, režiser je pa Aron Horvat, ki je fenomenalen, ker je taka sila, on je tudi v bistvu, pač to je bil celovečerni film, ki smo ga posneli v 10 nočeh, ker se dogaja vse po noči in je tudi produkcijo on v bistvu sodeloval oziroma glavni del delal on do snemanja in snemali smo v Lendavi in ja, to je bilo fenomenalno, cela ekipa, najeli so eno ogromno hišo in cela ekipa je tam stanovala in mi smo snemali celo noč, ponavadi se snema 12 ur, tam je bilo pa tudi tako, če se ni šlo, smo pa snemali dlje, dokler je pač še ni bilo sonca in je šlo. Ja, pri filmih se reče včasih, dokler je bila luč, ampak v vašem primeru, dokler je bila tema. Ja, tako, ja. In je super, to je pač res, vsi sodelujejo, ker pač sploh ni plače in vsi sodelujejo samo zato, ker hočejo, ker pač si to želijo. In to je tako vzdušje in potem smo tudi vsak dan, mislim jutro v bistvu, to je bilo smešno, ker ponavadi greš na pivo in je normalno, da greš na pivo po snemanju in te noben ne gleda čudno. Ampak mi smo končali, ko se je sonce dvigovalo in pa smo čakali, ok, zdaj se je trgovina odprla in smo šli po pivo in ljudje nas ko gledajo, ker so to zadnji alkoholiki. Taka slovenska folklora. Da se zgodi zjutraj. Se ti zdi, da je film neka taka stvar, ki združuje slovenski kulturni prostor? Mislim, je kar nekaj pretakanja, ne? Tudi z ustvarjalci, ki delajo zunaj meja, pa ravno Stara Gara, ki si jo omenila, recimo je zelo močna v Gorici, v sosednji Italiji. Je to eno tako polje, kjer se Slovenci srečajo, ne glede na to, odkot so. Pa ja, absolutno ja. Pa to je tudi en čar, da pač z vsakim projektom imaš nove sodelavce, spoznaš nove ljudi. Ma to mi je tako lepo, da si prav ne želim biti zaposlena, ker imaš svobodo potem delati na vsakem projektu, ki ti ga ponudijo in če imaš čas, mislim, si sam svoj šef in lahko rečeš, ja, ne rabiš vprašati direktorja, smem, prosim. Ja, res je, služba je kar... Za moj karakter je tako zelo fajn, no. Tako da zdaj pa lahko delaš mirno na dure, ampak so neplačane sicer, ne? Ja. Dobiš pa pivo potem, ko se končajo. Koliko pomemben je relativno svež, na novo odprt, skupni kulturni prostor Slovencev v Celovcu i Kult. Si že delala tam, verjetno tudi ekipo
poznaš, kolikšna pridobitev je to za ustvarjalke in ustvarjalce, pa tudi seveda publiko. Jaz mislim, da je to, jaz mislim, da je to fenomenalna stvar. Res cenim, da so se odločili to narediti, ker mislim, da je kar velik podvig že finančno, da iz nule vzpostaviš nekaj, kar se mora uveljaviti na razpisih in tako naprej. S tem, da res stremijo k temu, da so to popolnoma profesionalne produkcije, da je to res en prostor, slovenski prostor za nas, ki smo slovenski ustvarjalci, zamejci, da če hočemo delati v slovenščini, da imamo res perfektne pogoje. Jaz še nisem delala tam, gledala sem Realiste, produkcijo njihovo in mi je res dobra predstava. Sem vesela, da so se udeležili tudi na Teden slovenske drame in upam, da se bo to tudi čezmejno pač tako lepo naprej razvijalo. Zdaj, meni se obeta en projekt tam, jaz zdaj ne vem, koliko smem zdaj vnaprej govoriti. Vse smo med domačimi ljudmi. Ja. Po interneta. Delala se bo ena koprodukcija s Celjem, komedija, kar me zelo veseli, ker se poznam tudi tam z igralcem iz Celja, še iz časov akademije, smo prijatelji in se zelo veselim tega. Druga stvar je pa, pripravljam svojo naslednjo monodramo, kjer so mi ponudili, da bi mi bili koproducent. Mi imamo eno svoje majhno društvo, s katerim pač kot za Pokržnikovega Lukana delam pač tudi svojo produkcijo, ampak to, da so mi to ponudili, mi je super in se bo tudi to pol tam odvijalo. Potem je pa, ja, tako no, to je zaenkrat, so te načrti. Kako gledaš na to komunikacijo med recimo slovensko in nemško govorečimi prebivalci nekega območja? Zdaj, običajno je tako, da ko gledamo slovensko kulturno dejavnost v zamejstvu, da seveda poudarjamo ta vidik, da je to dejavnost, ki ohranja slovenski jezik, ki ohranja slovensko kulturo, ki tudi nudi možnost pripadnikom manjšine, da se izražajo, ampak to vzpostavlja od časa do časa tudi jezikovne bariere in se najde kdo, ki reče, da je zelo, zelo pomembno, da je manjšina v svojem kulturnem ustvarjanju, ja, seveda zavezana svoji kulturni identiteti, ampak tudi komunikativna. Kako vidiš to razmerje, to ravnotežje? Komunikativna v smislu, da tudi nemško odprta do govoreča. nemško, ja. Ja, meni se zdi, mislim, mene tudi zanima, da me tudi nemško govoreča publika spremlja v svojem ustvarjanju in recimo to naslednjo monodramo bom naredila v obeh jezikih. Slovensko in nemško, ker je nemški original, je nemško besedilo, pa obstaja že slovenski prevod in se mi zdi super priložnost, da pač naredim v obeh jezikih. Tudi pač, da nagovorim to nemško govorečo publiko tudi lahko v Celovcu, oziroma upam tudi širše. Se mi pa zdi, recimo za Pokržnikovega Lukana, sem pa imela eno ponovitev v Pliberku, kulturna iniciativa Pliberka me je povabila, oziroma smo se dogovorili za nastop, ker sem pa imela nemške podnapise. In je tudi to pač en način, ki je zelo dobro funkcioniral in možnost svojo ustvarjalno, karkoli ustvarjalni izdelek komunicirati pač takšnega, kot je, ampak z možnostjo, da nemško govoreča publika tudi lahko to spremlja in razume. Se čutiš v tem svobodna? Ne čutiš, da bi bilo neko pritisk? ideološko breme ali pa nek pritisk, Ne. kako uporabljaš recimo oba jezika? Ne, meni je slovenščina absolutno pač moj jezik, ampak nimam pa težav z nemščino. Tudi mislim, da bi bilo škoda, da bi zdaj izključila neko drugo skupino. Jaz imam veliko prijateljev tudi, ali pa od najboljšega prijatelja žena pač ne zna slovensko in se mi zdi škoda pol tle neko steno postaviti. Da se izključi nekoga iz pogovora ali pa iz izkušnje, zato ker je ta... Upaš na to, da bi dejansko recimo teater na rampi prerasel v profesionalno gledališče? Je to nekaj, kar bi si Celovec zaslužil, potreboval, je upanje po tvojem? Jaz mislim, da bi bilo to fenomenalno.
Jaz mislim, da bi bilo super, da se to tako uveljavi. Mislim pač, veliko bi bilo pač gostujočih igralcev konstantno, ker mislim, da je to tudi v redu tako, pa da tudi iz Slovenije pač z veseljem imajo to izkušnjo tam. Govorila sem z Maxom Daxkoblerjem, ki je igral v Realistih in je zelo pohvalil tudi in se mi zdi, da je nek interes tudi za naprej, da bi tam pač nastopali igralci iz Slovenije. Koliko se vračaš domov? Kar veliko. Ja? Ja, Te srce kliče? ja. Ja, rada sem doma. So to bolj vikendi, tako ali... Ma kdaj tudi dlje. Ja. Pač vedno je malo odvisno, če sem zelo zaposlena ali pa če je ponavadi so snemanja nekaj, kar je pač najbolj intenzivno, da takrat pač, če imam vikend, se ne bom še kam vozila, ampak ostanem doma, mogoče kak sprehod in počivam. Ampak če sem pa kakšen mesec, 3 tedne kdaj prosta ali pa sem kaj pripravljam, grem pa z veseljem tudi za kak teden domov. Kot ustvarjalki se ti zdi, da ti je to, da ti je dvojezičnost in ta tvoja, recimo, kompleksna identiteta, no dobro, se imamo vsi kompleksne identitete, verjetno, da ti je to dalo eno predstavo več, mislim, iz tega črpaš nek navdih, ti daje to neko energijo. Ali je to recimo v nekem globaliziranem svetu postalo nepomembno? Jaz mislim, da je mene to zelo oblikovalo in v teh vseh dobrih stvarih, ki so, in tudi v teh slabih, ker vseeno si tudi kot manjšina, pač zdaj zavestno uporabljam tudi besedo manjšina, pač kdaj soočen z ne samozavestjo, poniževanjem, kakšnimi kompleksi, ki so mogoče sploh že prenešeni iz nekih generacij, ko je bilo pač težje še pač, ne vem, mojim staršem ali pa še prej prednikom, ker vedno spet se je dogajalo, predvsem na Koroškem, da naletiš na nek odpor, zato ker pač si Slovenc na Koroškem, Slovenka. Ampak se mi zdi, da lahko te to prestraši, lahko pa te to pač ojača v bistvu. In se mi zdi tudi vsi te protesti, pa to, ki smo jih že pač kot dijaki v Koroški dijaški zvezi smo se z veseljem udeleževali tudi tega, tudi preden razumeš, zakaj, pač čutiš ta neko povezanost tam, pač veš, da je pomembno in da se je treba za to postaviti in se mi zdi, da me je to zelo oblikovalo in da tudi mogoče v svojem delu se to pri meni zrcali, pač da se ne predam tako lahko, da pač se mi zdi tudi to, da sem se odločila, da bom samozaposlena, da bom odklonila projekte, ki ne čutim, da bi jih hotela delati, da sem si vse to upala, se mi zdi, da je čisto možno, da izvira tudi iz tega. Da ti da neko sigurnost, da se moraš zase postaviti in pol bo že v redu. Da si svoj torej, no? Ja. Se pravi, da te je obrusilo malo to, Ja. to odraščanje. Kako pa vidiš zdaj nove generacije, recimo tvojih sestričen, ki zdaj študirajo na Dunaju, je njihova izkušnja podobna? Ali se ta slovenski svet, v katerem si ti odraščala, spremenil, skrčil? Ali si optimistka? Jaz mislim, da a se krči ali ne, mislim, verjetno se krči. Zdaj, če pogledamo Zilsko dolino, tam, ko sem slišala, koliko malo je še mlajših od 20 let, da to narečje govori, mislim, da je bilo to pod 10. To je zastrašujoče na nek način. No, ne na nek način, grozno mi je bilo to slišati. Po drugi strani pa ravno zdaj na tem dogodku Koroška poje smo imeli pol neko pogostitev in smo se družili in tako naprej. In Brina Kušej, ki je tudi vodila, jaz sem nekaj sred pogovora pač prišla zraven in zaslišala, da je gospodu Kuhlingu Martinu zelo vztrajno govorila, da je nujno, da naredijo na Spotify pa iTunes pa vse YouTube pa te sodobne pač medije, da dajo vse te CD-je, založbe, ki so jih pač naši zbori izdali in tako naprej. In to pa mi da pač to me pa pomiri in mi da pač neko sigurnost, da to bo obstajalo in ja pač
Se mi zdi, če zdaj globalno gledamo, veliko enih etničnih skupin je že zginilo, pa bo še zginilo, pa jaz ne vem, ali bomo na koncu čez ne vem koliko 100 let vsi še angleško govorili ali ne. Ne vem, ampak se mi zdi, da pa še bo trajalo, preden bo to zginilo in da je veliko ene želje po ohranjanju in enega zavedanja med mladimi, da je to zelo pomembno. Tudi pri sestričnah mojih to vidim, pač lih tako zagnane so v klubu, kot smo mi bili. A protestirajo tudi kaj? Ja, sprednji so, ja. To je, uporništvo je ena od najlepših lastnosti mladega človeka. No, okej, ti si še vedno mlada, ne? Zdaj, jaz tebe to sprašujem, kaj pa misliš o teh mladih generacijah, kakor da bi Ma je že razlika, ko smo snemali reklamo za Koroška poje, sem jaz telefon tako držala, kot se pač snema, se meni zdi, da se snema. In mi reče kolega, ko je sodeloval tam mlajši od mene, ne, po koncu, da je za Instagram. Tako da, seveda, za Instagram pa za story in to, ne, pa za rilse, ne, ali kako se reče temu. A se reče rilsi, no, ne vem. Ja, rilsi. Kaj bi rada naredila tako v svoji, recimo na svoji ustvarjalni poti, je, ne vem, en tak podvig, za katerega se ti zdi, da bi nekako združeval tvoje izkušnje. Se pravi, če zdaj pride skozi, včasih smo rekli teta z Amerike, ne, tega zdaj ni več, ne, ampak če recimo pride zdaj teta z Amerike z 2 kovčkoma denarja in reče, Lara, evo, izvoli, produciraj, kar hočeš, kaj bi naredila? Ne se ozirati proti vratom, to je bilo hipotetično, ne boš. To je pa zanimivo vprašanje. Kaj te vznemirja tako? Bi postavila nekaj odrskega, bi šla snemati film, bi napisala knjigo? Nekaj odrskega se mi zdi. Jaz sem se enkrat lotila pisanja enega scenarija in sem se udeležila na scenarnico in mi je bilo super, ampak nisem znala napisati konca tega scenarija in sem si rekla, ok, ko bo, in zdaj tudi še ni ta trenutek, čeprav je minilo že nekaj let in puščam in bi z veseljem kdaj posnela film, da bi ga režirala, ampak tudi zdaj, če pride ta teta, še vedno ni ta trenutek. Ni. Tako da to še malo traja. Mislim, da bi naredila nekaj odrskega. Zdaj sem zelo ekstremno pod vplivom našega tega dogodka Koroška poje in bi takoj nekaj na Koroškem delala in z veseljem tudi z mladimi ali pa z različnimi generacijami. V bistvu sem se zdaj, ko se pogovarjala, spomnila enega pogovora z Julijo Urban, ki je tudi Koroška Slovenka in študira zdaj na AGRFT gledališko režijo. In midve sva se enkrat o pivu pogovarjali, kako bi bilo to fenomenalno, da bi vse gledališke in filmske ustvarjalke, ustvarjalci iz Koroške skupaj naredili en tak zelo velik projekt spet. Mislim, da je Trotamora gledališče, pa Marjan Štiker to zelo vladal. Pa da bi bil čas mogoče res nekaj velikega. To bi v bistvu naredila zdaj. Se pravi, nek tak scensko, glasbeni, vse luči, vse na veliko, velik oder. Ja, predstava, potovanje, koncert, vse to mešano. Pa bi se še kam z vlakom odpeljali na neko drugo lokacijo. 300 udeležencev. Ja, super. Nekaj takega, ja. Dobro, mislim, to... In ne vem, Natalija, kako bo to na razpisu, to je pa zahtevno. Ne vem, kakšna prošnja pride. Ne. Se moramo pripraviti za naslednje leta. Čutiš tako to regionalno povezanost z ustvarjalkami in ustvarjalci, ki tudi tako kot ti prihajajo iz Koroške, to še kaj šteje, čeprav verjetno seveda se odprto družiš in sodeluješ z ljudmi, ne glede na to, odkot so doma. Če pridejo iz Koroške v Ljubljano? Ne, mislim, če je to, ne vem, recimo je ta z nekom, ki je doma od tam, odkudar si ti doma, se ti zdi, da te še vedno veže ta srčna vez? Ja, takoj. Ker tudi z Julijo v bistvu se nisva res, sva se poznali na vides, ampak ko sva se pa v Ljubljani srečali, pa takoj, ko da sva prijateljici že leta. Ja, to se takoj zgodi. Kakšna je bila ta ljubljanska izkušnja? So te ljudje čudno gledali, so te kaj spraševali? Zdaj ponovadi, ko govorimo o predsodkih ali pa o nekih črno-belih pogledih na manjšino, običajno mislimo na predsodke zunaj meja Republike Slovenije, ampak
tako velikokrat tudi, ko se tu pogovarjamo, na teh večerih ugotavljamo, da predvsem ljudje nove generacije se jim še pogosteje zgodi, da v Ljubljani slišijo kaj čudnega, kot da bi kaj čudnega slišali v Celovcu ali pa v Trstu ali pa v Monoštru. Kakšna je bila tvoja izkušnja? Jaz moram reči, da v bistvu je bilo bolj zanimanje, da je ful zanimalo to ljudi, kako je to biti Slovenka v Avstriji in neskončnokrat sem dobila zastavljeno vprašanje, ampak tvoji starši so pa iz Slovenije, a ne? Ampak pasoš imaš pa iz Slovenije, a ne? Neka bolj taka vprašanja, no, ampak odpora v bistvu nisem zaslutila. Velikokrat so se ljudje smejali, če sem povedala kaj v svojem narečju, ampak nisem to vzela kot žalitev, ampak pač, da obstaja neko tako drugačno narečje. Se spomnim prvega letnika na akademiji, ko je naš mentor Matjaž Zupančič rekel, da se naj ne preobremenjujemo z izgovorom, izgovorjavo odrsko in tako naprej na začetku, da je pomembno pač, kako emocije igramo in tako naprej. In da na en prizor vsak tako odigra, kot bi doma povedal. In jaz začnem govoriti in ljudje se začnejo smejati, ker pač niso po moje slišali tega v življenju, ne vem. Ti si dobesedno, tako kot bi doma povedala, odigrala prizor. Tako kot bi doma. Ja, prav v narečju smo morali, ja. Ja, to je hecno soočenje. Prej smo se s kolegi pogovarjali, da smo se hecali, no, tam. Mislim, z novinarskimi kolegi, ne, pač to je še vedno moj notranji poslanstvo in poklic, ne morem se pomagati. Da te ne smem vprašati, da ti ne smem reči, joj, pa kar lepo govoriš slovensko. Da to pač ne gre, ne. Hvala. To ni okej. Kje si se pa naučila, ne. Ampak moram reči k tej temi, da sem 2 leti rabila za R. Ja. V bistvu pač na tehniki govora, ko je učil Tomaž Gubenšek, smo pač to, že na sprejemcih so me vprašali, zdaj pa reče enkrat rabarbara. Rabarbara. In pol je pač bilo vprašanje, zakaj, pa pri logopedu, če delaš sprejemce za igro, moraš tudi logopedu, če ima kdo kakšno poškodbo ali pa govorno napako. In je pač logopedinja rekla, da to ni govorna napaka, ker pač nisem iz Slovenije in je tako v redu, ampak je pa trajalo. V bistvu mi je zelo pomagala ena sošolka, ki je rekla, da ne gre več z mano na kavo, če ne probam vsaj pač R. Pa sem imela prihodno en tak zelo močen ruski R. In pač časom se je to nekako zbalansiralo. Ja. V sredinski slovenski R. Ampak zanimivo, recimo na sprejemnih izpitih so videli v tebi toliko potencijala, da so šli čez to, ne? Ja. To ni tako samo po sebi umevno, ne? Mogoče marsikdo. A ne? Se pravi, da je bil tvoj talent res... Se je bilo že par tudi zamejcev. Ja, sej vem, veliko je vseh 4 zamejstev, ne, ampak je to še neka dodatna naloga, ki si jo imela v času študija. Res upam, da te bomo videli na velikih odrih, ne samo Koroške, ampak Slovenije in sveta in na velikem platnu. Kaj delaš zdaj? Zdaj pripravljamo eno serijo, RTV serijo. Super. Ja. A je kakšna kriminalka? Ne smeš povedati? Ne smem prav veliko govoriti. Niti povem, da ni kriminalka. Ne povem pa, kaj je. Da me nekdo tožil. Če ni kriminalka, pol tudi te ne bomo vprašali, kdo je morilc, tako da ni. Ne rabiš nam izdati konca. Jaz bi zdaj dala priložnost še naši cenjeni publiki, če ima mogoče kdo kakšno vprašanje ali pa kakšen odziv na to, kar smo se pogovarjali, kar smo slišali, tako res od srca vabljeni, da kaj rečete. Me bi bilo zelo zanimivo slišati kakšno vašo domačo besedo. Da malo tudi mogno, tako pa doma mogno. To je. Da malo tako govorim, kot doma govorimo. A znaš, mislim, se spomniš, seveda znaš, ker znaš tekst, verjetno, da ga nisi pozabila, a znaš, bi se odločila za 5-6 stavkov Lukca.
Luka Naza nam povedati. Kot, Ja, lahko, ja. kot napovednik za celotno monokomedijo, ki bo jutri teden v galeriji Družina v okviru Koroških kulturnih dnevov. Vljudno vabljeni. Evo, to je pa zdaj trailer. Priporočljiva je najava, ne, ker tam je omejeno število sedežev in je že... In bojo hit vse polno. pohajajo. Super. Je pa Jomrov Tevža. Za bože deli, to boje se namazoli. Me pa tako zoto lijeku zarkal, pa ni ejov. Me pa natr na opa putanu brezenka, pa zot natr ejzl nami, da noja nišar ne bi čul. Je pa zdaj pa ne naraje saš tak. Moj duši, da si mrl čut, da je po noči aden na to bo pr plibrka, je plibrk zravno na movo, zravno plejbuk. Peštija, če ti ne veš, kjer je što bil. Jaz smo rekli tako, čisto vse sem razumela, ampak prosim, ne mi reč, ne prevedem. Dobro. Še kdo mogoče? A je bilo v redu, gospa, ste zadovoljna? Tretjino mi je šlo. Ja? V redu. Mogoče, če bom naslednji teden slišala. Je treba ponoviti še v galeriji Družina. Janez, ste želel kaj? Ja, kakšni so upi oziroma kakšna je euforija ob tem, ker smo danes v Slovenski matici predstavljali ta repozitorij koroškega slovenskega gledališkega ustvarjanja na spletu, ki Slovenska prosvetna zveza, dr. Julija Šlander-Rolnik, to pripravlja, ne, in je zdaj že možno videti in je tam marsikaj gor shranjenega. Kakšne so želje, kam bi se to razvilo? Ja, in če si euforična, mi smo bili zelo prepričani, ko smo gledali to. Ja, meni je sporočila, ko se je to začelo pripravljati in mislim, da je... Najrajš bi pač to povedala, da se mi zdi res, koliko je to vredno in kako so ljudje zagnani in da to postavljajo na noge. Njej tudi, kako ona in ta stvar in kako vodi K&K center v Šentjanžu. Pa seveda si želim, da to čim dlje pride, ampak že samo to dejstvo, da se to dogaja, to zelo veliko pomeni. Koliko pomeni delo prostovoljcev? Pač ti si bila tudi prostovoljka, če nič drugega v študentskih časih, pa si predstavljam, da v nekih majhnih skupnostih tudi sicer. Kako pomembno je to? No? Ogromno. Zdaj sem se spomnila tudi na primer Edija Oraže, ki je tudi, kot vsako leto za Koroška poje, naredil veliko več, kot se potem ve ali pa je napisan. In mislim, da na prostovoljcih temelji vsaj pol tega, koliko zdaj obstaja, če ne več kot pol. Ja, veliko več v resnici. Ker vsi zbori, vse, kar obstaja, tudi kulturnega, zdaj pač, če gledam v zamejstvu, pa to niso plačani ljudje, to je večinoma vse prostovoljno. Prej s tebi vidim, da tudi ne vihaš nosu nad ljubiteljsko kulturo. Da ne vidiš te neke, bi rekla, stroge ločnice med profesionalnim in ljubiteljskim kulturnim delom. Ja, danes smo slišali 200 premier, je bilo lansko leto na Koroškem. 200 predstav. In 20 za odrasle, ostalo za otroke in otročičke in tako premešano. In potem se vidi, tako rekoč vsak teden imajo vsaj v 3-4 krajih, 5 se igra. Zdaj pustimo še pevske zbore, ki jih je, recimo, ko smo jih videli na Koroška poje, ker ni bilo konca. Mislim, da se sploh ne bo nehalo, ker je bilo tudi čudovito, da je lahko bi bili kar tam. Pa nam ni bilo dolg čas, res ne. Niti za eno sekundo.
ker to je bila prvič, jaz že dolgo hodim na Koroška park. Zame prvič, eno grdo besedo, ali pa tako lepo ljubljansko, ni bilo mega jamranja, nobene nostalgije, joka in ne vem, trpljenja, ampak samo veselje, radost, perspektiva, vse, Lara, to je bilo, si naredila čudež. Res. Hvala To je bilo lepa. enkratno. Mislim, da na tem in nobenih govorov, razen pač Janko je moral spregovoriti, ne. Ampak je super naredil, ker ljudje so se smejali. Ja, zelo lepo. Se spomniš, kako je začel? Jaz sem bila v ozadju in nisem razumela besedila, ampak jaz sem slišala smeh. No, Janez mi pove, kaj je začel. Zastavil je publiki vprašanje, rekel, kakšna je razlika, tu imamo pevce, med pevci In pivci, ja. To duhovnik, dekanji, tako naprej, predsednik krščanskega To je lepo. in začne in povedal, ja, ker nismo znali odgovora, je rekel, ja, pivci zapojejo, potem gre pa pit. Pivci pa najprej se ga napijejo, Pol pa začnejo peti. To si Zelo dobro. To je bilo res nekaj. Ampak res, jaz mislim, da to bogatstvo kulturnega življenja se mi zdi, da je nekaj, kar včasih jemljemo za samoumevno, ampak še zdaleč ni. No. To je ena taka dragocenost, ki jo je treba negovati in recimo v zamejstvu, v manjšinskih skupnostih pa še 100-krat bolj, ne. Se to velja za celo ozemlje, ne. Ampak je to nekaj, kar je res, pa saj bomo, ne. Saj to je en košček našega srca, tako da Ja, ne more izumreti. ne more, ne sme. S takimi energičnimi, mladimi, ustvarjalnimi, radovednimi ljudmi, kot si ti, pa smo absolutno prepričani, da ne bo. Ma super, pa tudi, ja, tudi jaz mislim, da ne bo. Tako da hvala, Lara, da si se pogovarjala danes z nami, da si nas obiskala v tej naši vili Čiračara, kot je rečem, sljubkovalno. Ma super. Imamo še take like, ki jo naseljujejo. Ja, hvala res za povabilo, mene je zelo razveselilo. Hvala. In hvala za prijeten pogovor. Pa hvala gospodu Strgarju za, ali je bila gospa? Gospa, ne? Ja. Za predlog, ne? Ker to je bil najboljši možni predlog. Res hvala in ti želimo vse najboljše na tvoji ustvarjalni poti. Res. Hvala lepa. Hvala lepa.